Živijo na masažnem biznis kanalu. Jaz sem Anita in danes sem pripravila za vas temo o tem, kako postaviti temelje za vaš masažni posel. Če vas zanima kaj več o meni, vam predlagam, da poslušate kakšen drug video, ker sem že kar nekaj videov posnela. Čisto na kratko, sama sem postala maserka, certificirana maserka pred 4 leti in se podala na to pot polna pozitivnosti in skozi sem imela v glavi misel, da želim pomagati drugim ljudem. No, in danes bom govorila predvsem o teh začetkih. Zdaj ste uspešno zaključili tečaj klasične masaže in zdaj vas čaka v bistvu ta pot. Kako zdaj postaviti vse skupaj. Vi bi želeli masirati, služiti denar, pomagati ljudem in se soočate verjetno z nekaterimi vprašanji. Jaz se bom dotaknila določenih področij z vsakim videom posebej. Vas bi pa samo prosila, če sledite temu kanalu, všečkate, predvsem pa, da komentirate spodaj. Res me zanima vaše mnenje. Danes govorimo o začetkih, kako se vam zdi na začetku vsega preveč, kaj vse je treba, Facebook, pa spletno stran, pa online naročanje, pa svoj masažni prostor. Na začetku se vam lahko zdi vsega preveč. In kakšen je vrstni red, noben ne more povedati zaporedje, lahko imate najprej Facebook pa Instagram, pa se potem kasneje odločite za spletno stran. To je čist vaša osebna stvar. V bistvu jaz svetujem na začetku, da greste masirati. Da začnete masirati, da naredite ta prvi korak, pa rečete svojim staršem, svojim najbližjim, pridite k meni domov ali pa jaz pridem k vam domov, imam masažno mizo prenosno, pridem in vas masiram. In predlagam, da dobite čim več masažnih izkušenj. Masažne izkušnje vas bojo obogatile, vas bojo potrdile in vam bojo dale uno kljukico, da ste super. In vi se boste počutili bolj samozavestne in še bolj trdno boste verjeli v to, da masažo obvladate. Potem hkrati je pa tako, da v bistvu, če želiš dolgo časa vztrajati na trgu dela, oziroma če želiš dolgo časa ponujati masaže v svojem kraju ali na kakršenkoli drug način, potem svetujem, da se lotite sčasoma hkrati v bistvu v glavi postavljati nek profesionalen masažni posel. Na začetku seveda vas čaka registracija podjetja, izbrati morate ime svojega podjetja, svoje storitve, ki jo boste ponujali. Ko boste izbirali prostor, je fino, da ima ta prostor, da temu prostoru namenite neko tako enostavno ime, ki si ga bojo stranke lahko zapomnile. Čisto na kratko, zdaj bom povedala moje. Jaz imam Anita Masaže Kranj, kar pomeni, k meni, ko pridejo, vejo, da sem Anita, Anita jih bo masirala in sem v Kranju. Če pa vi ponujate, naprimer, lahek hrbet, se lepo sliši, ali pa sproščujoč prostor, miren kotiček, je čisto v redu, morate stati za tem imenom, ker predstavljate si, da se dve stranki pogovarjata, dve frendice, in reče ena, daj pridi zvečer na drink, in ona reče, ne morem, grem na lahek hrbet. Grem k Tini na lahek hrbet. Je v bistvu čisto drugače, če ona reče, grem k Aniti na masažo v Kranj. Tako da tukaj premislite o tem imenu. Če potrebujete neko pomoč, si lahko pomagate tudi z Googlom. Lahko uporabite zdaj ta ChatGPT, je zelo popularen, je pa tudi zelo koristen, tudi v takih primerih, ko iščete neko ime, nek naziv, neke opise, uporabljate tudi umetno inteligenco. To je recimo ena taka prva zadeva. Ste registrirali podjetje, izberete ime, preveriti morate tudi, kakšne certifikate in pa dovoljenja potrebujete, tudi ko imate masažni prostor, kakšne so te minimalne zakonske zahteve. Če vas to zanima, mi lahko tudi spodaj v komentar napišete, lahko
posebej o tem govorim. Naslednja stvar je pa izbira prave lokacije masažnega salona. Moja izkušnja je ta, da sem prvo leto masirala po domovih. To pomeni, da nisem imela svojega masažnega prostora, imela sem avto, imam prenosno masažno mizo, vso opremo in sem šla. Kjer so me želeli, najprej frendice, pa potem njihove frendice, pol je bila neka gospa, pa njena soseda. Večinoma nisem imela nekaj tako zelo dosti novih strank, imela sem jih pa različne starostne skupine, različne težave so imeli. In zato pravim, dajte začeti masirati. Vzamite mizo, pejte ven na teren, pokličite ljudi, povejte jim, da masirate, da se še učite, da si želite izkušenj. In če vložite na začetku res svoj čas v to prakso, boste hitro dobili samozavest. Če že imate masažni prostor, samo omenila, da je zelo pomembno, da je prostor prijeten, da je na taki mirni lokaciji. Če še izbirate, je fino, če ni v centru mesta. Zelo velik bonus je brezplačno parkiranje, čist pred vrati masažnega salona. Če to dosežete, bingo, to imate stranke, z veseljem pridejo k vam. Ker v teh časih so vsi navajeni se pripeljati do vrat, od vrat do vrat, v bistvu pridejo vam se pocrkljati, na razvajanje, na sproščanje in je zelo dobro, če v bistvu jim to lahko omogočite. Se pravi, te 3 stvari so neki temelji, ki je fino, da jih osvojite. In kako vi pripravite masažni prostor, je zelo pomembno z vidika stranke. Postavite se v vlogo stranke pred vaša vrata masažnega salona, jih odprite in začnite hoditi po salonu in začnite vohati. Kaj vohate? Poglejte v bistvu, kako je čisto po tleh, kakšen je WC, in potem se uležite na vašo masažno mizo, na trebuh, dajte glavo v tisto luknjo noter in poglejte na tla. In vse to stranka vidi in doživi, ko pride v vaš masažni prostor. Tako da, roko na srce, res čistoča, prijetna toplota in taka aromatične vonjave, prijetne dišave in po možnosti kakšna mirna glasba. Tako da, evo, prišli smo do konca. Torej, 3 temelji so taki, ki jih priporočam, da jih res spilite. Te temelji, če imate te temelje močne, lahko začnete graditi svoj profesionalen masažni biznis. Prvi temelj je bil, da registrirate podjetje, izberete primerno ime in potem izberete pravo lokacijo. Ne pozabiti na brezplačni parking in na koncu še, da primerno uredite svoj masažni prostor. Poskušajte ga doživeti kot stranka, postavite se v vlogo stranke in stopajte po masažnem prostoru, uležite se na masažno mizo in poglejte na tla, kaj se tam dogaja. Zdaj imate jasno sliko o tem, kje začeti. Če pa želite dodatne informacije, ali kratek posvet, mi lahko tudi me kontaktirate preko spletne strani anitamasaze.si, Zavihek masažni biz, kjer imam tudi obrazec, preko katerega se lahko prijavite na brezplačni posvet, 15-minutni, pa predebatiramo, mogoče vas tudi usmerim na koga, prevetrimo zadeve.